Gospod Zorc, dobrodošli in hvala, ker ste se udeležili današnje konference Rast. Mogoče vprašanje iz vašega področja, umetna inteligenca. Kakšen je vaš pogled na te hitre spremembe, katerim se moramo prilagajati, in mogoče tudi pogled vnaprej v smislu regulacije, standardizacije takih modernih tehnologij? Umetna inteligenca se res hitro razvija, res pa je, da v Sloveniji vsaj smo z njo, bi rekel, zraven že res vrsto let. Verjetno ena izmed prvih držav ali pa najstarejša, ki se s tem ukvarja zelo sistematično na izobraževalnem raziskovalnem področju. To nam daje velike prednosti. Zato, ker za nas problematika umetne inteligence ni nova, nove so metodologije, nove so tehnologije, vendar znamo to tudi oceniti z vidika tega, kaj pravzaprav prinaša ali k reševanju nekih problemov ali pa k pojavitvi nekih problemov. Morebitna tveganja, ja. Ja, tveganja, ki iz tega izhajajo. Tukaj vidim velik potencial Slovenije, je pa to trenutna tema glede na zadnjo, recimo temu, naravo ali pa tehnologije, ki se uporabljajo, to so predvsem te globoke nevronske mreže in velike jezikovni modeli, ki so pravzaprav na svetovnem ravni naredili velik vpliv in boom na vse in res omogočajo stvari, za katere še 10 let nazaj nismo upali ali pa nismo smeli razmišljati, da bojo mogoče. Ta del bo bistveno vplival na dejansko vse segmente, od gospodarstva, raziskovanja pa do družbe v celoti. In kako se pravzaprav zdaj lotiti tega, je tema, ki se jo na svetovni ravni vsi lotevajo, različni razmisleki so tukaj zraven, vendar nekako Evropa poskuša z nekim svojim pristopom zagotoviti nekaj, kar sicer ni na začetku bila osnovni pogled ali pa osnovna funkcija, to je, da zagotavlja neko zaupanje vredno umetno inteligenco, ki bo nekako tudi, temu rečemo, human-centric, se pravi osredotočena na človeka in za človeka v njegovo dobro. Tukaj izhajamo iz človekovih pravic, etičnih načel in podobne zadeve. Se pravi, uporaba, ki bi zagotavljala, da naša družba in naša, bi rekel, ekonomija in vse ostalo je v osnovnih gabaritih, ki je pač naša kot neka zahodnoevropski način življenja, vrednote zagotavljajo. To bo vplivalo na vse deležnike, med drugim tudi na podjetja. Evropa je zato sprejela posebno regulativo, akt o umetni inteligenci, ki je tukaj zato, da bi postavil neke pravila, neke standarde. Standardi imajo tukaj posebno vlogo glede na naravo akta, ki je že koncipiran oziroma zasnovan v okviru evropskega tako imenovanega New Legislative Framework okvira, ki je tak, da loči med vprašanjem, kaj želimo narediti, torej, ko govorimo o raznih pogojih, zahtevah za pač neko regulacijo, in druga stran, kako pravzaprav to zdaj zagotoviti v konkretnem primeru, ta, kako je vezan na standarde. In torej standardi bojo tukaj imeli ključno vlogo, ker bojo mogli povedati, kako pravne in recimo zahteve politike pretopiti v realnost, to, kar smo se danes pogovarjali, vseh teh podjetjih, ki razvijajo, delajo, uporabljajo zelo različne tehnologije, kaj to za njih konkretno pomeni, ne bo enostavno odgovoriti brez standardov. Standard je tisto, kar bo naše vodilo. V Sloveniji imamo to, kot rečeno, priložnost, da s tem znanjem, ki ga imamo, vplivamo tudi na te standarde, zato smo na SIS-u organizirali tehnični odbor za umetno inteligenco in se tudi vključili v pripravo standardov na evropski ravni v tej skupini CEN-CENELEC GTC 21, kjer poskušamo aktivno sodelovati in seveda tudi pridobiti ustrezne informacije za to, da jih lahko delimo v slovenskem okolju za pripravo na to uredbo.
To je v bistvu nek sklop, ki nas čaka zdaj nadaljnje 2 leti, ne, v okviru katerega se moramo vsi pripraviti na te zahteve, ki pa, kot rečeno, so v osnovi namenjene nam. Ne, torej ljudem, človeku, ob zavedanju, da umetna inteligenca kot neka horizontalna tehnologija bo res uporabljena prav v vseh napravah in storitvah v bodoče. Mogoče še pod vprašanje, ravno poudarjali ste evropska raven. Kaj pa relacija na globalni ravni? Kako se bo Evropa vodilna ali bo kdo drug prevzel mogoče tole regulacijo ali pa standardizacijo na področju umetne inteligence? Kako sledi svet, kje smo v Evropi? Standardizacija je pravzaprav zadnja leta za Evropo ena nevralgična točka. Ne? Nekega močnega interesa na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij pravzaprav ni, ker podjetja se fokusirajo v njihove poslovne priložnosti in nekako to standardizacijo v zadnjih letih malo zapostavljajo. To je prepoznano na ravni Evrope, vsaj na ravni politik, kot pomemben problem, ali pa izziv, če smo zdaj bolj politično korektni, in se ga tudi naslavlja z nekimi mehanizmi sodelovanja, vključevanja, tudi sodelovanja z drugimi državami pri tej problematiki, ker vemo, da umetna inteligenca ne more biti standardizirana na nekem ozkem delu, torej sodelovanje z Ameriko se zelo močno vzpostavlja, z Singapurjem, Japonsko, in to nekako v smeri, da v tej standardizaciji evropski deležniki zasledujejo te 2 osnovna koncepta, ki sem jih prej omenil, in jih poskušata tudi udejaniti v okviru načina, kako se standardi razvijajo, kako bojo tudi potem implementirani. Zdi se, da je kle Evropa delno uspešna, se pravi, kar nekaj energije bo treba še v to vključiti. Druge države pristopajo k temu zelo različno, nekatere spet z izrednim fokusom na standarde, ker to odpira pač tržišče svetovno. Druge se bolj fokusirajo na samo tehnologijo in njeno uporabo. Kako bo to v prihodnosti, pravzaprav nihče ne ve. Važno pa je, da obstaja nek okvir, ki bo nekako sledil recimo tej evropski viziji, ne, in je kot opcija na voljo vsem tistim, ki bi nekako se s to vizijo, s temi vrednotami strinjali in poistovetili. Okay. Najlepša hvala, veliko uspehov na tej poti in se vidimo mogoče prihodnje leto. Hvala, tudi Sistu. Vse najboljše naprej.